Pozdravljeni, spoštovani predstavniki sedme sile. Zdaj v rokah držim dopis DVK-ja, kjer so v zadevi skrb za nemoteno izvedbo volitev in zagotavljanje možnosti uresničevanja volilne pravice izrazili svojo skrb glede izvedbe evropskih volitev. Zdaj, kot poznate, DVK je ravno včeraj na Brdu pri Kranju v sklopu priprav na izvedbo junijskih volitev poslancev v Evropski parlament organizirala strokovni posvet tako za predsednike, njihove namestnike in tajnike volilnih komisij, volilnih enot, kakor tudi predsednike okrajnih volilnih komisij ter njihove namestnike ter tajnike okrajnih volilnih komisij. Zdaj, kot veste, v delo volilnih komisij je vključenih kar 156 sodnikov. Iz sodniških vrst je imenovanih 20 predsednikov volilnih komisij, volilnih enot in njihovih namestnikov ter 88 predsednikov okrajnih volilnih komisij ter 46 njihovih namestnikov. Zdaj, dva sta seveda rezervirana za samega predsednika Državne volilne komisije in njegovo namestnico. Od 156 sodnikov, ki sodelujejo v volilnih komisijah, jih je bilo včeraj na posvetu zgolj 20. Se pravi, imamo en taki primer, da sodniki že očitno sledijo pozivom odbora sodniškega društva, naj se enostavno ne udeležujejo strokovnih posvetov volilnih komisij, ki ga je organizirala zdaj samo DVK. Zdaj, mi smo zdaj priča v Sloveniji, torej sodniškemu bojkotu evropskih volitev. Saj sodniki očitno mislijo, da bojo s tem navideznim pritiskom, po moji oceni, na izvršilno vejo oblasti nekako dosegli, da se ta ustavna odločba glede sodniških plač uresniči. Ampak gledajte, evropske volitve ne morejo in ne smejo biti talec tega ponesrečenega happy enda, ki ga je dejansko povzročila ta ista izvršilna oblast pod vodstvom Roberta Goloba. Prav tako ne sme biti ogrožena aktivna in pasivna volilna pravica, kjer je seveda ena izmed najpomembnejših ustavnih pravic v naši državi. Zdaj, volitve seveda omogočajo neposreden vpliv na sestavo tako Državnega zbora, kakor tudi na izbiro naših evroposlancev iz Republike Slovenije, ki bodo izvoljeni v Evropski parlament. Zdaj, ravno zaradi te namere sodnikov, ki so dokaj jasno izražili to svojo namero, da ne bodo sodelovali pri delu samih volilnih organov, s čim bodo de facto omejevali to pravico, ki nam je volivcem omogočeno z Ustavo Republike Slovenije, smo v SDS pripravili predlog novele zakona o volitvah v Državni zbor, ki pa se v delu dela volilnih organov seveda smiselno uporablja tudi za volitve v Evropski parlament. Zdaj, kaj bomo mi s to novelo naredili? Naredili bomo dvoje. Namreč sodnike bomo razbremenili volilnih opravil, namreč seveda tistih, ki ne bodo želeli opravljati dela v volilnih organih, po drugi strani bomo pa širili nabor tistih pravnih strokovnjakov, ki že imajo izkušnje pri delu v volilnih organih in si želijo opravljati to za demokracijo pomembno delo. Zdaj, seveda, sodniki bo na ta način lahko nemoteno opravljali svoje primarno poslanstvo, torej izvajali sodniško funkcijo, da bodo sodili v skladu z Ustavo in z zakoni, ter seveda sodili po svoji vesti nepristransko, ob tem pa seveda upoštevali vse parametre svoje sodniške službe, kamor ravno spada videz nepristranskosti. Verjetno se vsi strinjamo, da državljanom in državljankam Republike Slovenije da mora biti zajamčeno nepristransko in objektivno delo volilnih organov, saj bomo le tako lahko omogočili zakonitost in legitimnost volilnih opravil. Torej, da počrtam naš predlog zakona, s predlagano rešitvijo se torej črta pogoj, da so predsedniki in njihovi namestniki v omenjenih volilnih organih lahko zgolj sodniki, se pravi poudarek je zgolj sodniki, ampak se lahko na to mesto predlaga kateregakoli pravnega strokovnjaka z izkušnjami na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu ter seveda samimi izkušnjami na področju volilnih opravil. Zdaj, kaj to pomeni v sami zakonski dikciji? Da s predlaganimi rešitvami predlagamo, da se lahko za predsednika Državne volilne komisije in njegovega namestnika imenujeta pravna strokovnjaka, ki imata najmanj 20 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu in seveda, da imata izkušenj na področju volilnih opravil. Nadalje, predlagamo, da se za predsednika, namestnika, predsednika volilne komisije, volilne enote imenujeta pravna strokovnjaka, ki imata najmanj 9 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu in izkušenj na področju volilnih opravil.
In kot zadnje predlagamo, da se predsednik okrajne volilne komisije imenuje izmed pravnih strokovnjakov, ki ima najmanj 6 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljen PDI-ju. Se pravi, tukaj mi predlagamo, da Državni zbor Republike Slovenije, ker gre po naši oceni za urgentno zadevo, da ta naš zakon obravnava po skrajšanem postopku, ne samo zato, ker gre za neko manjšo korekturo same materije zakona, ampak tudi zato, ker se namreč volilna opravila v kontekstu evropskih volitev že začnejo izvajati meseca marca, torej čez slaba 2 meseca. V javnem interesu pa seveda je, da se zakon uveljavi že naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, zato tudi to v samem predlogu zakona predlagamo. Zdaj, spoštovani novinarji in novinarke, mi smo bili priča še enemu ponesrečenemu, v navednicah happy endu, to namreč gre za nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, ki je seveda bila za več milijonov evrov preplačana. Zdaj, ta ponesrečen happy end je seveda bil na rovaš slovenskih davkoplačevalcev in po drugi strani pa tisti, ki so prodajali in za tiste, ki so asistirali pri tej prodaji, pa je to bil za njih lukrativen posel. Zdaj, pogodbo o sami prodaji oziroma nakupu tega objekta, pri tem poslu, to pogodbo je podpisala sama ministrica za pravosodje, ki nosi po oceni Slovenske demokratske stranke seveda nedvomno objektivno odgovornost. A zaradi tega in še zaradi česar drugega bo morala prevzeti tudi politično odgovornost. Slovenski demokratski stranki zato napovedujemo interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za pravosodje gospe Dominike Švarc Pipan. V interpelaciji bomo vsekakor navedli dovolj trdne argumente, da ministrica za pravosodje enostavno ni primerna za opravljanje funkcije in da bo morala zapustiti svoj položaj. Zdaj, če bi ta vlada njeni ministri imeli vsaj minimum politične higiene, bi pri takšnih ugotovljenih nepravilnostih, ki milo rečeno smrdijo po dogovorjenih tovariških poslih, že tako morali sami odstopiti s svojih funkcij. Ravno danes beremo o novem spornem poslu na Ministrstvu za pravosodje s področja digitalizacije, govori se celo o kaznivih dejanjih. Se pravi, ne mine 14 dni, da na tem ministrstvu ne bi bili priča nekakšnim novim rabotam. Zdaj, če kdo misli, tudi iz novinarske srenje, da bomo v SDS tiho ob takih rabotah, ki so na meji nekega rokohitrskega kriminala, se je pošteno zmotil in pa sama interpelacija bo pripravljena v naslednjih dnevih in boste seveda z njo seznanjeni. Zdaj, spoštovane, če ima kdo zdaj še kakšno vprašanje v kontekstu predloga zakona in same interpelacije, sem na voljo. Kot rečeno, interpelacija bo pripravljena v naslednjih dnevih, takrat boste tudi seznanjeni. Ja, gledajte, seveda, zdaj jaz mislim, da vsaka konstruktivna opozicija v tem državnem zboru, tudi, da rečem, opozicijska Nova Slovenija, bo seveda dobila interpelacijo v svoj podpis, jasno. Zdaj, pri tej zgodbi se mi zdi, da je vse čudno. Najprej pri tem segmentu, da dejansko Ministrstvo za pravosodje enostavno ni nastopalo kot dober gospodar v polnem pomenu te besede, tudi pri tem drugem poslu z področja digitalizacije. Vse jasno, že iz logike obligacijskega prava, prodajalec si želi seveda iztržiti čim več, kupec pa naj bi si želel iztržiti čim manjšo ceno in tukaj nas je zelo začudilo, da seveda niso pripravili svoje cenitve in še potem zato za lase privlečeno izjavo, da so na nek način šparali tistih 1000 evrov, koliko bi prišla nova cenitev v poslu, ki je vreden 7,7 milijona evrov. Prav tako so se po naši oceni požvižgali na zakon o stvarnem premoženju, ki zavezuje tudi Ministrstvo za pravosodje, da pred razpolaganjem z nepremičninami naredijo, ocenijo predmet nepremičnega premoženja. Tako da od prve točke do zadnje, ne na vse zadnje, tudi ministrico vidimo, da je v neki, bi rekel, stiski in argumentacijski, saj enkrat govori, da se bodo skupaj z državnim odvetništvom trudili za razveljavitev pogodbe, danes spet prileti novica, da se zdaj zavzemajo za neki aneks te pogodbe, se pravi, tukaj gre za neko diskrepanco in za neko stisko ministrice, poleg tega pa pravniki, ki so se že oglasili na to temo, zdaj pogodbo, ki je bila
v vsebini izpeljana po načelu videno kupljeno, bodo seveda imeli težave, ker to pomeni, da so vsaj, če že ne ona, kot je dejala, ni mogla letati za tem merilnim metrom po stavbi, so pa njeni sodelavci zagotovo bili na objektu, se pravi, so se seznanili dejansko z videno stavbo, naj poznajo vse značilnosti predmetnega posla, tako da oni so potem tisti, ki so ji prenesli to svoje videnje in zdaj, če je ministrica, recimo, da hipotetično pustimo ob strani, da za operativen posel ni sama skrbela, je pa milo rečeno, glejte, bila v tem pogledu vsaj naivna. Glejte, to pa je zimzelena tema te vlade, da s komerkoli se pogajajo, pride do nujnih zastojev, tudi iz naslova, ker so strašno nespretni pri svoji čisto PR zadevah, se pravi, zelo nespretno se lotevajo komuniciranja z javnosti, tako da to nas ne čudi in mislim, da bo teh primerov, ker bojo zastale ključne neke reforme, tudi zato, ker ne uspejo nekega preboja zagotoviti, da bomo to še gledali ves mandat te vlade, ki pač nekako vsi upamo, da se bo predčasno končal. Ja, seveda gre za enega izmed bolj nesmiselnih ukrepov te vlade. Zdaj, ko smo pred novim letom videli tudi, da so celo v tej nadzorovani košarici živili nekatere cene maloprodajne izdelkov celo nižje kot same produkcijske cene, se pravi samih kmetov, gre tudi za sum verjetno kakšnega kartelnega dogovarjanja, kar je samo po sebi zaskrbljujoče. Kaj se pa tiče percepcije javnosti, pa vsi mi, ki smo potrošniki, če rečem navednica, gremo po špecerijo v trgovino, vidimo, da maloprodajne cene živil samo še rastejo, ne pa se znižujejo. Se pravi, ta manever opozicijske Nove Slovenije na nek način pozdravljam, bomo pa videli, kaj bo v tem kontekstu Ustavno sodišče doreklo. V enem stavku naj sprejmejo kolektivno odgovornost in, da rečem, v tem smislu že jutri odstopijo. Hvala lepa. Hvala.